Lepo pozdravljeni. V sredo je okrožno sodišče v Krškem začelo s postopkom prisilne poravnave nad družbo Vipap. Predlog je zaradi insolventnosti vložil njen češki lastnik. Proizvodnja v Krškem Vipapu je od sredine julija v zastoju, zaposleni so na čakanju. Uprava je iskala rešitve, a lastniki se na septembrski skupščini niso odločili za dokapitalizacijo družbe. Upnik Vipap CZ, eden od njenih dveh lastnikov, je 30. septembra vložil predlog za njeno prisilno poravnavo. Obveznosti družbe so konec junija znašale 42,36 milijona evrov. Okrožno sodišče je vlagatelja pozvalo, naj dopolni predlog za prisilno poravnavo, in sicer s pravilnim podpisom vlagatelja, notarsko overjeno izjavo upnika, da soglaša z začetkom postopka, in s poročilom revizorja. Kot je razvidno iz objave na Ajpesu, Peter Domin ni več predsednik uprave družbe Vipap Videm Krško. S 30. septembrom ob vložitvi predloga za začetek prisilne poravnave je namreč prenehalo pooblastilo funkcije predsednika uprave. Uprava Vipapa izjav ne daje, smo se pa za komentar o tem, kaj bi prisilna poravnava lahko pomenila za občino Krško, predvsem pa za zaposlene v družbi, obrnili na krškega župana. Menim, da dogajanje poteka skladno s pričakovanji, je stanje v Vipapu komentiral krški župan Miran Stanko. Glede na to, da se lastniki niso odločili za dokapitalizacijo, je velika verjetnost, da bo sedaj po vloženi prisilni poravnavi ta postopek stekel v smeri prisilne poravnave, vendar je vprašanje, če bo tudi ta uspela, glede na to, da temni oblaki visijo nad podjetjem in tudi za prisilno poravnavo je potreben nek optimizem strani upnikov, tako da ne vem, kaj bo naprej, ampak mislim pa, da na koncu lahko pričakujemo tudi stečaj, če ne bo drugače. Po vloženem predlogu za začetek postopka prisilne poravnave se na občino nista obrnila ne vodstvo družbe, ne sindikat. Mislim, da tukaj, ko enkrat prihajamo v sfero prisilnih poravnav in pa stečajev, je delovanje strani lokalne skupnosti pravzaprav iluzorno. Se pravi pričakovati, da bo občina lahko nekaj ukrepala, ker to gre pač po svoji zakonodaji in po svojih procesih. Kaj pa lahko občina naredi glede samih zaposlenih v primeru, da bi prišlo do odpuščanja večjega števila delavcev? Zaposleni spadajo v več skupin oziroma profilov, najbolj specifični so seveda tisti papirniške stroke. Vendar pa tudi ti, mislim, da glede na pogovore ali pa mimo grede, sem se pogovarjal z radeškim županom, ki je hkrati tudi direktor v Radeški papirnici, pravi, da že ima povpraševanje strani delavcev in tudi oni potrebujejo take profile. Se pravi, tudi ti bodo več ali manj našli neke zaposlitve. Nekoliko težje bi bilo za starejše delavce, dodaja krški župan. Vsi ostali zunanji izvajalci, kot so različna podjetja, ki izvajajo storitve za Vipap, pa verjamem, da so se v teh 2 mesecih in pol, kar Vipap ne deluje, že orientirali na druge kupce in verjetno niso vezani samo na Vipap. V Vipapu je okoli 400 zaposlenih, na poslovanje družbe pa so poslovno vezana številna podjetja iz bližnje okolice. Občina Sevnica je pridobila sredstva za izgradnjo kanalizacijskega sistema na tistem delu v samem mestu Sevnica, kjer še ni urejena javna gospodarska infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Nedavno so z izvajalcem Komunalo Sevnica podpisali pogodbo, vrednost del znaša približno 800 tisoč evrov. Z izvedbo projekta bodo pričeli že v letošnjem letu, dela pa bodo trajala do leta 2023. Že v letošnjem letu se bodo pričela dela na tem projektu, na teh odsekih, kjer se bodo na kanalizacijsko omrežje povezali dodatni objekti, dodatno število prebivalcev, okoli 150 prebivalcev se dodatno poveže na kanalizacijsko omrežje, zato da bodo odpadne vode še v večji meri očiščene iz same aglomeracije Sevnica in da bo manj onesnaževanja tako zalednih voda kot tudi same reke Save, kjer že praktično skoraj nič ne odteka v Savo, s tem bo še manj teh izpustov in tako postaja reka Sava čistejša. Verjamem, da podobni procesi tudi v krajih ob Savi navzgor temu prispevajo in verjamem, da bo reka Sava res postajala biser z vsemi temi ukrepi čiščenja in odvajanja odpadnih voda širom po Sloveniji. Člani brežiškega občinskega sveta so na izredni seji, ki je potekala v ponedeljek, razpravljali o predlogu ustanovitve mestne občine Brežice. Predlog so podprli, več na to temo pa v naslednjem Posavskem tedniku.
V galeriji Božidar Jakac oziroma v prostorih tamkajšnje nekdanje samostanske cerkve je na ogled razstava I Made This Tomaža Furlana. Avtor v nekdanji samostanski cerkvi razstavlja dela, ki jih je ustvaril v zadnjih 2 letih. Nekaj objektov je povsem novih, z vsakim delom pa se navezuje na idejo tako imenovane zdrave pameti, ki jo preizprašuje v svojem značilnem humornem slogu. Govori o zelo resnih zadevah, v zelo nekih resnih družbenih fenomenih, ampak to dela z neko distanco, dela na način satire, kar je na nek način v bistvu zelo pozitivno, ker nagovarjati ljudi, publiko z humorjem in satiro je v bistvu zelo učinkovito. Solner izpostavi delo iz leta 2019, Klopca za enega, ki je prvenstveno govorilo o utojenosti v družbi in individualizaciji, a je v tem epidemičnem času spet dobilo nek popolnoma nov kontekst. To je bil njegov predlog klopce v parku, ki bi se odrezala na velikost, ki bi sprejela samo enega človeka. Potem, ko se je zgodila seveda korona in vsa ta situacija, je ta klopca za enega spet dobila nek popolnoma drug kontekst in verjetno je danes ljudje gledajo, berejo čisto drugače, kot so pred 2 leti. Z osrednjim delom razstave pa avtor obrača ironijo na samega sebe. S svojim odtisom se je postavil v vlogo tistega drugega, ki je na tleh in po katerem lahko hodimo, ter tako odprl vrsto interpretativnih možnosti. Gre pa predvsem za to, da je v tem smislu I made this, da seveda on tudi naslavlja pač to tako imenovano spet individualistično družbo, kjer ljudje zelo radi sebe postavljamo v prvi plan, kot da smo nekaj posebnega. In ob tem se pa seveda vedno postavlja vprašanje, koliko ljudi je lahko posebnih, da bi še vedno bili posebni. Razstava je na ogled do 27. marca 2022. 6. oktobra obeležujemo Svetovni dan cerebralne paralize. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s predsednico društva Sonček Posavje, Natašo Sodomon. Za nami je Svetovni dan cerebralne paralize, ki ga v društvu Sonček Posavje obeležite vsako leto. Kako ste tokrat opozorili nase? Ja, 6. oktober je vsako leto opozorimo nase. Ob Svetovnem dnevu cerebralne paralize smo naredili sprehod, druženje skozi Videm, Krško, s vrstniki, povezali smo se tako z osnovno šolo Mihajla Rostoharja kot z našimi člani, da smo opozorili nase, oblekli smo se v zeleno in seveda tudi vedec je Sonček. Krško je bil z nami z zelenimi baloni in z svojo prisotnostjo v prostoru smo želeli opozoriti na to, da smo, kajti v svetu je že 17 milijonov ljudi s cerebralno paralizo. Letos je ta dan bil pod sloganom Milijon razlogov, kar pomeni milijon razlogov, da smo skupaj, da se družimo, da gremo na izlete. V bistvu vse, kar mi počnemo, ko smo zdravi in oni tega ne morejo, jim moramo pomagati. Moramo biti vsekakor njihova desna roka. Tako da ja, jaz mislim, da smo cilj dosegli, da smo dobro zaznani v lokalnem okolju. Kako so vas sprejeli mimoidoči? Nisem opazila nekih pogledov čudnih, se mi zdi, da nas že vsi tako dobro poznajo, da smo že samoumevno nekako v samem prostoru in nimamo nekih težav, res ne. Tudi šli smo na pošto, šli smo na banko, v lekarno s svojimi letaki, razdelili smo zelene pentlje, tudi to smo videli, do tega še nisem prej opazila. Tudi na televiziji recimo so nosili zelene pentlje, tako voditelji kot v parlamentu sem opazila, ko sem gledala zadevo. In tudi tu v lokalnem okolju so sprejemali, tako občina in vsi ostali. Ampak ni od nekdaj tako, ker včasih so bila stanja, kot je cerebralna paraliza, zelo tabuizirana. Danes je boljše, ne? Ja, vsekakor se vidi, da v bistvu vsi, ki se ukvarjamo nekako s tako populacijo ljudi, da se trudimo, da so otroci, odrasli in mladostniki
inkluzirani, da so vključeni v prostor in da veliko naredimo na tem področju. Kajti včasih, jaz se spomnim, jaz sem že 26 let nekako vpletena v to zgodbo, kajti sama imam otroka s cerebralno paralizo. In ko sem prišla v trgovino, so me vsi po strani gledali, ko so videli invalidski voziček. Ne vem, so me ustavljali na ulici, kaj je, kako je, zakaj. Zdaj pa tega več ni, no. Ljudje so zaveščeni, vedo, da je cerebralna paraliza stanje, ki se lahko spreminja in ne napreduje. Spreminja se pa glede na samo aktivnost osebe, glede na to, koliko ima nekih terapij in v bistvu tudi kakšna okvara možganov je. Kajti to je okvara možganov, ki ga ne moremo, jaz pravim včasih, mogoče se bo čudno slišalo, ampak pri cerebralni paralizi je le, da se bi lahko glava zamenjala, ker je to le možganska okvara in je izničiti nažalost ne moremo, no. Koliko članov šteje vaše društvo? Ja, naše društvo šteje preko 300 članov, od tega je okoli 115 otrok, mladostnikov in odraslih s cerebralno paralizo in drugimi motnjami v razvoju, kajti pri cerebralni paralizi ni samo cerebralna paraliza, ampak so še, ne vem, slepota, gluhota, avtizem in druge motnje v razvoju in mi ne delamo okvirjev in sprejemamo tudi ostale osebe, ki imajo takšne ali drugačne težave. Je pa res, da se vsako leto imamo več članov, tako da v letošnjem letu imamo člane iz Kopra, Maribora, Novega mesta, Šentjerneja, Bistrice ob Sotli. Nekako se mi zdi, da smo kar neka stična točka zdaj ratali za nekatere, Maribora tudi, no. Kar veliko se obračajo na naše društvo in se včlanjujejo glede na naš program. No in veliko delate na inkluziji, kot ste že omenili, ampak zaradi cerebralne paralize in tudi drugih razvojnih stanj so otroci prikrajšani za marsikatero dejavnost, ki je njihovim vrstnikom samoumevna. Veliko pozornosti namenjate aktivnemu preživljanju prostega časa, sicer pa ste vseskozi aktivni, v društvu izvajate številne programe, številne aktivnosti za svoje člane. Ja, v društvu izvajamo 5 programov, to je letni program, to je program pač, ki ga izvajamo tako z razpisi, poročili in ne vem, občni zbori, izvršni in te zadeve, to so v bistvu bolj birokratske zadeve. Potem pa izvajamo aktivno preživljanje prostega časa, to je program, ki je tudi zelo obiskan. V bistvu so vsi programi zelo polni in nekateri člani se najdejo v enem programu, nekateri v drugem. Aktivno preživljanje prostega časa, potem zdravstveno-terapevtske kolonije, hipoterapijo izvajamo in pa počitniško varstvo med počitnicami. Tako da je zelo širok program. Zdaj v aktivnem preživljanju prostega časa je tudi, ne vem, zelo zanimivo pohodništvo, ki ga že sedaj 4 leta, mislim, da izvajamo in gremo tudi skupaj, zmoremo in skupaj gremo v gore. To ne pomeni, da ne osvajamo višje hribe, ne vem, skupaj smo bili na Boču, na Tamaru. 23. oktobra sedaj imamo pohod na Lisco v lokalnem okolju, to je zadnji tak malo večji pohod. In tudi naše društvo v večjem obsegu organizator, seveda s Planinsko zvezo Slovenije in s skupino GoGo 2020, jaz in Mateja Ivačič, to je tudi mama osebe, ki je včlanjena v naše društvo, smo tudi delovna skupina tega projekta, skupaj zmoremo in skupaj gremo v gore. Tako da mogoče, ko sem glih tle, pozivam, rabimo prostovoljce, kajti za vsak voziček rabimo 3, 2 spredaj in enega zadaj, da povlečemo z gurtnami voziček v hrib in da tudi osebe na invalidskem vozičku osvojijo cilj, ne da jih pripeljemo z avtom. Kajti moramo se zavedati, da marsikateri izmed njih nima te izkušnje, ne vem, tako razgled, narava, vonj narave se mi zdi, da včasih prebudi, ali pa zdaj v jesenskem času vonj gob,
nekako vse zavonja in včasih katero od otrok to izrazi in meni je tako fascinantno to, ker nam je vse samoumevno, se mi zdi, ne? Pri njih pa res tisto srečo, nasmeh, to, ko prideš z njimi gor, res vidiš, kaj pomeni, če je lahko človek svoboden, če je lahko v naravi, če je lahko med svojimi prijatelji. Tako da to, potem z hipoterapijo smo tako v širokem obsegu že delamo, da se zdaj ravno v tem mesecu selimo že na 3 lokacije, tako v Brežicah, Veliki Kamen in Sevnico. Se kar borimo za termine, ker so vsi polni. Se mi zdi, da ta korona pripomogla k temu, da smo otroke tudi zdrave. To je edino, kar nam je ostalo. Verjetno, ne vem, gužva je povsod in težko je dobiti prosti termin. Tako da se zdaj borimo za to. Tudi novi člani so, mlajši otroci so, treba jih aktivirati, treba jim ponuditi terapije. Mlajši, kot so otroci, večji je lahko napredek, tega se moramo zavedati, ne? Tako da so zelo potrebni terapiji in zaradi tega, kar se je dogajalo v tem letu pa pol, so nekako naši otroci bili pozabljeni, mi nismo imeli strokovne pomoči preko spleta, kot so imeli vsi ostali zdravi otroci in nekako želimo to nadoknaditi, no, kolikor se pač da. Potem zdravstveno-terapevtske kolonije. Letos smo peljali kar 52 naših članov v te tabore oziroma v obnovitveno rehabilitacijo, če bi lahko mogoče tako rekla. Prvi termin je bil v juniju, to je bila družinska kolonija, potem pri Zevniku samostojna in potem še na Pašman samostojna odrasli. Tako da res smo imeli obsežen projekt, je bilo veliko različnih karakterjev, veliko prostovoljcev in seveda tudi veliko finančnih sredstev je tle potrebnih, da lahko speljemo take projekte. In pa počitniško varstvo, tudi zelo obiskan program, izvajamo ga v počitniškem času, kajti ugotovili smo, da nekako, če so starši zaposleni, so te osebe, naši člani, prepuščeni starim staršem, otroci se starajo, tudi otroci odraščajo in potrebe se večajo nekako in tudi fizično moraš biti sposobnejši, da lahko premakneš, že samo transferji so težave. Tako da ja, tudi počitniško varstvo želimo v bodoče še bolj ukrepiti, da nadaljujemo ta program. Omenili ste finančna sredstva, ki so potrebna za izvajanje terapij. Kako jih pridobivate? Od kod? Kdo vam pomaga? Ja, jaz bom tako rekla, poskušamo delati dobro, poskušamo biti prepoznavni, vidni in se z delom pokazati, da res izvajamo neke aktivnosti in se s tem tudi dokazovati donatorjem. Seveda, brez donatorjev nam tega širokega programa ne bi uspelo izpeljati in smo zelo hvaležni za vsak evro, ki ga namenja našemu društvu. Potem pa seveda en del je tudi iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje, to so obnovitvene rehabilitacije in pa iz FIHO sredstev. Tako da in tudi iz sredstev dohodnine 0,05%, ki ga lahko namenimo kateremukoli društvu, tako da nekako gre, ampak ja, program se v bistvu več kot je članov, več rabimo sredstev in hvaležni bomo vsake pomoči, ja. Delujete že od leta 1995 in zagotovo so se v tem času stvari premaknile na bolje. Na kaj ste v društvu še posebej ponosni? Ja, seveda, ne. V tem 26 letih delovanja društva, jaz sicer na začetku nisem bila aktivna, jaz sem aktivna zdaj 10 let. 10. leto mi že teče mandata, drugo leto so volitve. Tako da ja, ponosni smo v bistvu splošno, da nas družba sprejema, da smo zaživeli nek program, ki je v lokalnem okolju ena dodana vrednost za te ranljive skupine. Zelo pomembno je meni zelo sodelovanje, tako med društvi,
tako, ne vem, zdravstvenim domom zelo dobro sodelujemo, kajti najprej so te otroci pri zdravnici, potem hodijo na terapije in če jih usmerjajo v naše društvo, je zelo dobro. Kajti starši rabijo nek support med starši, da so sprejeti, ker ko se ti zgodi neljubi dogodek, si sam in ne veš, na koga bi se obrnil. In če to sodelovanje tako, kot je pri nas, se mi zdi, da je zelo velika dodana vrednost za kvalitetnejše življenje potem naprej. Potem, ne vem, te športne aktivnosti, zavedamo se, da gibanje je življenje in res, jaz bom rekla, mi v naši tej skupini, ko smo, ker nisem samo jaz sem predsednica, ampak za mano je še sigurno enih 8 ljudi, to so nekateri starši, drugi terapevti in ostali, ki dobro sodelujemo skupaj in delamo, da lahko ta program peljemo, ker sama ga ne morem, tega se moramo zavedati. Tako da sem zelo ponosna, da imam zelo dobro ekipo in res to sodelovanje, da smo naredili veliko za ranljive skupine. In te projekti, ne vem, kot je Pegas, smo dobili pokrito jahalnico, imajo možnost jahati skozi celo leto, potem projekt Most, ki je bil, mislim, zelo res, mislim, to so projekti, ki so nam dali tudi v domačem okolju neko nadgradnjo, kajti te terapevti so delali z nami recimo v zdravstveno-terapevtskih kolonijah ali pa na sedežu, in starši ali pa osebni asistenti so bili zraven, so si posneli in doma delajo z osebam, kar se pozna na fizičnem stanju. Tako da jaz sem zelo srečna, da živimo v lokalnem okolju, kjer smo v Posavju, ker se mi zdi, da smo kar dosti tako strokovno, dobro vpeljani v družbo. Kaj sledi? Kakšni so načrti? Kaj sledi? Želimo si, da ta korona čim prej mine. Želimo si, da nadaljujemo s tako širokim programom, ki ga imamo. In moram povedati, da z osebno asistenco, ki je s 1.1.2019 zaživela v Sloveniji, smo zelo hvaležni starši, kajti s tem smo razbremenjeni in odrasle osebe so se aktivirale v življenje in se pripravljajo na samostojno življenje in to res je ena velika dodana vrednost za naše osebe, kajti nam je res samoumevno in pa ni. Tako da tako mislim, da se je res, da smo v Sloveniji doživeli en velik premik s tem. Super. Hvala lepa za pogovor. Ja, hvala. Tudi vam. Poglejmo še na splet. To so najbolj brane novice minulega tedna na našem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.